Na Vranskem zadovoljni s poslovanjem javnih zavodov. Občina Šmarje je zaključila z obnovo ceste med Šentvidom in Ponikvo. Udeleženci akcije Shujšamo z novim tednikom in Radiem Celje skupaj izgubili več kot 200 kg. 30 nogometašev Celja začelo priprave na novo sezono. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnjih dogodkih dneva na televiziji Celje. Svetniki občine Vransko so na sinočnji 20. redni seji občinskega sveta občine Vransko potrdili poročila o lanskem poslovanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Vransko. Jaz moram reči, da so ti javni zavodi leto 2014 vsi zaključili kar ugodno. Jaz tudi lahko rečem, da sem zadovoljen z delovanjem. Predvsem je še za nami še eno uspešno leto dela osnovne šole Vransko in pa Zavoda za kulturo, turizem in šport. Zavodi, ki pa delujejo na območju 6 občin, knjižnica, UPI, Ljudska univerza, glasbena šola, javni zdravstveni zavod, so pa glasbena šola, sem že tudi omenil, so pa pač delujejo v danih okvirih, tudi z njimi smo zadovoljni. Se pa omenjeni zavodi lani in letos srečujejo s težavami finančne narave, ki so po mnenju župana posledica finančne krize pa grobih posegov še vedno aktualne vlade v proračune lokalnih skupnosti. Jaz upam, da se bo tu stvari kaj izboljšale. Svetniki občine Vransko so sprejeli tudi odlok o zaključnem računu občine Vransko za lansko leto. Občina je lani v občinski blagajni imela na voljo nekaj več kot 2 milijona in 300 tisoč evrov. Ne glede na vse skupaj, pa na krizo sem še kar zadovoljen, ker so še tekli evropski projekti v letu 2014. Še smo uspeli realizirati, počrpati nekaj sredstev po 21. in 23. členu. Vsega tega nažalost v letu 2014 ni in kot se kaže tudi ne bo, kar je nerazumljivo. Občina Vransko je tudi članica skupnosti občine Slovenije, ki se pripravlja za tožbo do vlade Republike Slovenije glede kršenja zakonitih pravic, ki nam izhaja iz zakona o lokalni samoupravi. Jaz upam, da bomo uspešni, bojim pa se, da se bojo poskušali vse te zaostanke nadoknaditi v zadnjih mesecih tekočega leta in da bomo potem v časovni stiski izvajali programe, kar je nedopustno. Sicer pa na letošnje občinske finance vpliva tudi poskus uvedbe nepremičninskega davka, saj so zaradi tega zamujali z izdajo odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na Šmarskem so uspešno zaključili še zadnjo fazo prenove ceste med Šentvidom pri Grobelnem in Ponikvo v sosednji šentjurski občini. Zadnjega obnovljenega odseka so se razveselili vaščani Ponkvice in Bodrišne vasi. Okoli poldrugi kilometer ceste, ki z magistralke v Šentvidu zavije proti Ponikvi, je šmarska občina po delih prenavljala skoraj 5 let in je pomembna v več pogledih. Z to naložbo je ta cesta od Šentvida do meje z občino Šentjur lepo urejena, sodobno urejena. Na šentjurski strani je seveda njihova cesta tudi urejena bila že pred leti, tako da je Šentvid povezan s Ponikvo sedaj z dobro cesto. To je cesta, ki jo uporabljajo tudi vozniki iz naših koncev za pot proti Dramljam, na uvoz za avtoceste, zato je tukaj tudi zlasti v konicah kar precej prometa. Skratka, naložba vredna 300 tisoč evrov je bila financirana z občinskega proračuna, tam smo pa tudi sredstva dobili strani države, skoraj 85% sredstev, 23. člena financiranja občin in na ta način uspešno vložili ta pridobljena sredstva in dokončali ta objekt.
Zadnja faza gradbenih del je bila najzahtevnejša. In je to pomenilo kar velik gradbeni podvig v tem delu, ker smo morali prestaviti tudi obstoječi potok, zgraditi novi most. Potem smo morali narediti še nove odcepe za lokalne ceste, dovoze na kmetijske površine. No, skratka, na srečo je celotna investicija potekala v redu, zaključena je bila sicer že proti koncu preteklega leta, poplačana v letošnjem letu, no in sedaj v občinskem prazniku jo predajamo namenu. Pridobitev na območju krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem pa s tem še ni konec. V kratkem bo v krajevni skupnosti Šentvid odprta še ena cesta, lokalna cesta, nekoliko ožja kot je ta. To gre za cesto od domačije Trkmič proti kmečkemu turizmu Jezovšek, to je na območju Spodnjih Selc. Gre za obnovo že asfaltirane ceste pred leti, ki je bila precej uničena. To cesto smo skupaj urejali s krajevno skupnostjo Šentvid, prispevali sredstva z obeh proračunov, tako občinskega kot krajevnega. Višina mislim, da je blizu 50.000 evrov, precej pa so prispevali tudi z delom, skratka krajani ob tej cesti in veselimo se tudi te pridobitve. No, potem je še nekaj manjših cest, ki se bodo še pripravili v drugi polovici leta. Če pa lahko rečem, pravzaprav največja naložba na območju krajevne skupnosti Šentvid pa je sicer naložba, ki ni občinska, ampak smo v njo zelo veliko vlagali, je pa izgradnja nadvoza na Grobelnem. V Šmarju pri Jelšah bodo v petek slavnostno sejo in podelitvijo priznanj obeležili tamkajšnji občinski praznik. Medijska hiša Novi tednik in Radio Celje že 11. leto zapored pripravlja akcijo Shujšamo skupaj z Novim tednikom in Radiem Celje. 20 udeležencev akcije je s pomočjo strokovnjakov tudi letos izgubljalo kilograme in se učilo zdravega načina življenja. Skupaj so udeleženci akcije do konca marca izgubili 201 kilogram. Na včerajšnji zaključni prireditvi so najbolj pridnim podelili tudi priznanja in nagrade. Akcija Shujšajmo z Novim tednikom in Radiem Celje je tudi letos požela lep uspeh. Vsi udeleženci so se s pomočjo akcije naučili bolj zdravega načina življenja, ugotovili, da je gibanje ključnega pomena pri ohranjanju zdrave telesne teže in druženje tisto, ki reši marsikatero skušnjavo. Tudi letošnja akcija je imela samo en in zelo pomemben namen. Preko skupine 20 udeležencev, ki so se učili na kakšen način zdravo hujšati, ozavešča tudi bralce in bralke Novega tednika ter poslušalce in poslušalke Radia Celje in seveda tudi gledalce TV Celje, kako pomembno je zdravo živeti, se več gibati in na ta način izboljšati ali ohraniti zdravje. Raziskave namreč kažejo, kako tesno je debelost povezana z nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni. Kar 60% sladkorne bolezni bi lahko preprečili, če bi imeli normalno telesno težo. Tako kot v vseh akcijah doslej je tudi v letošnji strokovna ekipa budno spremljala napredek udeležencev in jim strokovno svetovala ter pomagala z nasveti. Poleg doktorice Jane Govcer-Žen so v akciji sodelovali še Tatjana Škornik-Tovornik in Nuša Konec-Juričič iz Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Brigita Fižuleto iz Zdravstvenega doma Celje ter iz Top Fita Nataša Šuster, Kaja Potušek, Ula Toplak in Kaja Tavčer. Strokovna ekipa, ki opozarja. Debelost je bolezen, predstavlja pandemijo v današnjem razvitem svetu in zaradi tega si želimo, da bi to epidemijo in pandemijo pri nas zajezili. In v Celju smo korak naprej, aktivnosti v to smer smo začeli že pred 11 leti. Razviti svet se šele danes sprašuje, kaj narediti, da bi se število debelih ljudi zmanjšalo in s tem izboljšalo zdravje. Udeleženci akcije so tudi letos imeli samo en cilj in to je uspešno končati boj s kilogrami. In vsem je to tudi uspelo. Bilo pa je nekaj takih, ki so še bolj pridno kot sicer izgubljali kilograme. 5 najbolj pridnih je skupno izgubilo skoraj 85 kilogramov. Vsekakor dobra popotnica za nadaljevanje zdravega načina življenja. In če bi bili radi tudi vi del ekipe udeležencev akcije ali pa zdravo živeli, ste vabljeni, da se drugo leto prijavite za sodelovanje v akciji Shujšajmo skupaj z Novim tednikom in Radiem Celje ali pa že kar danes začnete z zdravim načinom življenja, ki naj poleg zdrave prehrane vsebuje tudi veliko gibanja.
Novo nogometno državno prvenstvo se bo začelo v soboto 19. julija. S pripravami sta ta teden začela oba prvoligaša s Celjskega. Velenjčani bodo še pred začetkom domačega prvenstva nastopili v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Celjani, ki si evropske vstopnice letos niso priigrali, so priprave na novo sezono začeli s 30 nogometaši. Simonu Rožmanu bo, kot je že znano, pomagal Aleš Kačičnik, zdaj se je obema pridružil še Dani Ošep, ki je v celjskem klubu v preteklosti že deloval, zaenkrat pa javnosti še ni bil predstavljen. Priprave so kot ponavadi v samem začetku bolj ali manj podobne. Ja, fanti so dobili individualni plan treninga, moram reči, da so ga korektno izvedli. Tako ste mogoče rekel, sicer se verjetno priprave od priprav razlikuje od trenerja, pač od njegove filozofije. Vsekakor sem vesel, da so prišli na zbor vsi zdravi, vsi polni energije, tako da bom rekel, ta prvi teden posvečamo osnovni vzdržljivosti in osnovni moči, tako da zaenkrat ni nobenih problemov in je delano nemo na visokem nivoju. Ja, vedno enako, težko se je vrniti. Jaz še posebej, ko sem bil 6 mesecev izven igrišč, naporno je, čeprav se je bilo lepo vrniti, ampak treba bo zdaj to delati korektno in da bomo dobro pripravljeni za naslednjo sezono. Vsi smo polni elana in pozitive, tako da vsi se nadejamo enih dobrih priprav, da bomo začeli prvenstvo kar se da dobro in uspešno, za razliko od prejšnjega leta, ki nam štart ni uspel, tako da je bila posledično tudi cela sezona dosti slabša. No. Ja, spet se znova začelo, spet smo se zbrali skupaj, vzdušje je spet fenomenalno, tako da komaj čakamo na začetek sezone. Zelo hitro se je zadeva videla, da tisti, ki so, bom rekel, tukaj malo zaspali, bodo imeli ta teden zelo velike probleme, pa ne samo ta teden, ker zadevo ne bomo šli nazaj, ampak samo naprej, tako da, bom rekel, so se kaznovali sami sebe. V teh dneh je v Celju kar nekaj nogometašev na preizkušnji. Ti bodo poskusili zadovoljiti strokovni štab. Igralci, ki so prišli na preizkušnjo, kažejo določeno kvaliteto. Vseeno bi rad počakal še do prve tekme, ker bi rad jih videl tudi na tekmi. Ampak fanti so mladi, so perspektivni, tako da jaz mislim, da se bomo z 2-3 tudi dogovorili. Pa ja, tako je vedno na začetku, par igralcev prije na probo, tako da prvi teden, prvih 14 dni se še malo lovimo, polje pa že prehaja v neko rutino, tako da ja, 14 dni bomo malo potrpeli, pa mislim, da bo vse prišlo na svoje mesto. Kakšen pa je plan za naprej? V prvem delu, tako sem že omenil, osnovno vzdržljivost, osnovna moč, v soboto že prva pripravljena tekma, tudi na naslednjem tednu nekako poskušali bomo pa že, bom rekel, v najkrajšem možnem roku sestaviti moštveno taktiko, okrog katere se bo potem vsa stvar vrtela. Največjega pomena sta vrnitvi Marka Krajcarja in Gregorja Bajdeta, ki sta bila v drugem delu prejšnje sezone poškodovana. Ja, se strinjam, oba dva igralca sta pomemben člen naše ekipe. Jaz upam, da so poškodbe se res zacelile. Fanta sta pripravljena za delo, tako da se veselim njenega povratka. Pa jaz upam, da sem dobro saniral poškodbo, zdaj bomo še opravili neko manjšo, neko slikanje, da vidim, če je poškodba čisto sanirana, ampak zaenkrat brez problema tečem in upam, da bo to tudi ostalo tako in da bom lahko normalno delal sezono. Kaj pa počitek? Je bil dovolj dolg? Ja, no, imeli smo še reprezentanco vmes, tako da mislim, da bi še kak teden prišel prav, vendar tako pa če. Pretekla sezona je bila za celjski tabor turbulentna. Želja je seveda, da bi bilo v novi sezoni povsem drugače. Pretekla sezona ni šla po naših načrtih, tako da upam, da bo naslednjo leto, to leto boljše in cilji res upam, da bomo na koncu više, kot smo bili lani in to nam je pač prvotni cilj. Mislim, da moramo startati sezono boljše kot lani. Cilji so spet visoki, tako da upam, da se ne bomo opekli in da bomo dobro začeli. Klima je odlično, Benjamin Verbič mislim, da bo letos spet pokazal, da je nosilec ekipe. Prejšnjo leto je zasijal v polnem sijaju, tako da Benjamin je res dober igralec. Tudi vsi ostali mislim, da bomo letos dokazali, da smo res prava ekipa in prava klasa in da se nadejamo boljših rezultatov kot lansko sezono. Trener Simon Rožman je prvi ekipi na pripravah pridružil tudi kar nekaj članov mlajših selekcij. Prvi nasprotnik na sobotni prijateljski tekmi v Avstriji pa bo Plodil.
Jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo oblačno. Zgodaj popoldne se bodo od severa začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer pa se bo zjasnilo. V soboto bo večinoma sončno vreme. Dobri obeti torej za vikend, ki je pred nami, no sicer pa kakšen dober načrt si seveda lahko pripravite tudi sami, tudi tistega, ki vas popelje v jutrišnje sveže dogodke dneva. Za tokrat pa hvala za pozornost in lep večer.